Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, spoštovani predsednik Matej Tonin, ostali člani vodstva, dragi prijatelji in prijateljice ter vsi, ki spremljate digitalni kongres Nove Slovenije v Sloveniji in širom po svetu in dragi Maribor, štajerska prestolnica. Torej, vsi prav lepo pozdravljeni. Ključno vprašanje, v to sem prepričan, ki se ga postavljamo, je, v kakšni Sloveniji živimo, kakšno državo, domovino si zaslužimo. In s tem vprašanjem sem se poigraval tudi pred 17 leti, ko sem se odločil za politično pot. Zlasti pa sem se s tem vprašanjem in odgovori na to vprašanje poigraval pred 9 meseci, ko sem na pobudo predsednika Nove Slovenije dobil ponudbo, da prevzamem resor infrastrukture. Odločitev odločitev ni bila lahka, zlasti so mogočni, tako so govorili, gradbeni baroni, lobi v gradbeništvu in v energetiki. Veliko je denarja, spletk, iger in tako naprej, ali bom temu kos. In veste kaj, ravno to, kakšno Slovenijo vidim, kakšno državo si zaslužimo, in moj intimni odgovori na to so botrovali k odločitvi, da sprejemamo odgovornost. In verjamem, da tako kot jaz, sta se tako Janez Cigler Kralj, kolega minister, ter predsednik Matej Tonin odločili, vidim Slovenijo, želim drugačno Slovenijo in zato smo se odločili sprejeti odgovornost. In Slovenijo vidim kot majhno deželo, a hkrati veliko, umeščeno med velike države, s polno upanja, kjer vsakdo lahko razvije svoje potenciale in tudi osebno raste. To je dežela potenciala in želje porasti. Slovenijo vidim kot deželo, ki jo moramo graditi skozi svojo različnost in zato počasi in previdno. A ravno različnost med nami in v narodu je ta, ki nam daje dodatnega navdiha in moči. In različnost je to, da zmoremo premagovati vse ovire. Ravno to je ta potencial, ki ga imamo, kajti različnost nas bogati in ne deli. In Slovenijo vidim kot deželo vrednot in spoštovanja, kjer se kot doma počuti prav vsak državljan. Slovenijo vidim kot podjetno deželo, ekonomsko močno in tudi ekonomsko bogato deželo. Vidim Slovenijo, ki je odprta in širokega duha, brez malodušja, zaprtosti, zatohlosti, brez cinizma. In vidim Slovenijo, ki skrbi za enakopravnost med državljani. In vidim mlado Slovenijo, ki je naša prihodnost. To je moja slika Slovenije, naše domovine, ki jo danes Nova Slovenija skupaj s predsednikom Matejem Toninom na čelu in celotno ekipo uresničuje tudi v vladi. In na tej poti nismo sami. Zato res iskrena hvala, spoštovane članice in člani Nove Slovenije, hvala simpatizerjem Nove Slovenije, ki mladi ekipi Nove Slovenije tako zaupate in nas v teh zahtevnih časih tako močno bodrite. Čutimo to podporo, ki nam jo dajete. Čutimo srce in moč duha. Ampak povem vam, to je šele začetek. To ni prva in zadnja beseda ekipe Nove Slovenije. Ekipa Nove Slovenije je tista, ki bo še odločneje, v to sem prepričan, ki bo še odločneje prevzela dodatno ključne vajeti pri vodenju te države, prevzela dodatno odgovornost, kako in kakšna bo smer te naše države. Dragi članice in člani, zagotovo pred 9 meseci nismo pričakovali, da bomo vajeti države prevzeli v tako težkih časih, kot je spopadanje z epidemijo koronavirusa, ko smo na preizkušnji kot država, skupnost in tudi kot posamezniki. In ko je na preizkušnji tudi naša solidarnost, ko je preprosto prav dati na stran egoizem in brezbrižnost. Ko moramo pogledati, enostavno se zazreti drug na drugega, skrbeti za
drugega. In Nova Slovenija, gospe in gospodje, je prevzela odgovornost za vodenje 3 močnih resorjev, odgovornih resorjev v vladi. In naše delo v teh zahtevnih razmerah zagotovo ni običajno, ni podobno delu naših predhodnikov. Vsakodnevno večino časa, moči in skrbi torej posvečamo zajezitvi virusa in tako je tudi prav. A nujnim ukrepom se prilagajamo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in priznam, odločitve, ki prizadanejo državljane, so resnično težke. To niso lahke odločitve. Ampak, gospe in gospodje, so pa nujne odločitve. Kljub temu usporedno, pospešeno delamo na vseh področjih ministrstva. Usporedno s tem, ko se borimo proti koronavirusu. Ukvarjanje torej za ukrepi za zajezitev virusa v nas ni zatrlo ambicij, idej, borbe idej, ciljev, ampak z ekipo sodelavcev na ministrstvu, ekipo Nove Slovenije, trdno delamo na številnih projektih in pospešeno gradimo Slovenijo. Takšno Slovenijo, kot sem jo vedno videl in vanjo verjamem. V uspešno, ambiciozno, drzno Slovenijo, pametno, zeleno Slovenijo, energetsko, učinkovito in digitalno. In vidim infrastrukturno razvito državo. Vidim pretočno Slovenijo, hitro, moderno, sončno in vidim odprto Slovenijo v svet. V mojih in naših načrtih je torej infrastruktura po meri ljudi, po meri državljank in državljanov. Ceste, železnice, pločniki in kolesarske steze, vse to mora biti torej po meri ljudi, ki pač to infrastrukturo vsakodnevno uporabljamo. In danes, gospe in gospodje, danes gradimo Slovenijo torej s polno paro. Z investicijami v javno infrastrukturo bomo torej dosegli, da bo Slovenija povezana in zelena, okolju prijazna in tudi digitalna. In toliko, kot se danes v Sloveniji gradi, obnavlja in investira, se doslej, to sem prepričan, nikoli ni gradilo, obnavljalo in investirano. Manj prometa na cestah, torej zaradi koronavirusa, smo izkoristili za celovito obnovo cestišč. Prav tako pa ima gradbeništvo dodatne učinke na celotno slovensko gospodarstvo. In torej to smo izkoristili. In skoraj ni občine v Sloveniji, da je ne bi v tem letu obnavljali. Sami se vozite, peljete skozi različne kraje in lahko vidite, kako se vse obnavlja in kako se gradi. Torej, pri nas je pomemben vsak del Slovenije, vsaka občina in dobra cestna infrastruktura, povezljivost. To je namreč čistega ključnega pomena, primarna infrastruktura tudi za razvoj podeželja, da izkoristimo tudi na podeželju vse razvojne potencijale. Gradimo avtoceste in zelo sem vesel, res, tudi ponosen sem, da nam je uspelo v tem mandatu, v prvih pol leta, da nam je uspelo začeti graditi 3. razvojno os, severni krak. Torej dela potekajo in verjamem, da bomo naslednje leto začeli graditi tudi južni del 3. razvojne osi proti Beli krajini. Leta 2022 začnemo graditi, širiti avtocesto proti Ljubljani. Gradimo 3. pas, od Domžal do Ljubljane in obratno, ter seveda od Vrhnike proti Ljubljani in obratno. S tem, gospe in gospodje, vsi tisti, ki se dnevno ali pa tedensko vozite v prestolnico, boste prikrajšani za ure in ure vašega dragocenega časa, ki ga sedaj preživite v avtomobilih in čakate, da pridete v prestolnico. Se pravi, čas je denar in tega se na ministrstvu zavedamo. Gradimo in obnavljamo tudi železnice, ki žal spominjajo na muzej na prostem. In zaradi tega zavedanja veliko vlagamo v železniško infrastrukturo. Ta trenutek se obnavlja gorenjska železniška proga. Prav tako se obnavlja štajerska železniška proga od Pesnice pa do Šentilja. Po 50 letih, si predstavljate, po 50 letih pa bomo kmalu odprli novo železniško povezavo tudi za potniški promet in sicer od Ljubljane pa do Kočevja. Po 50 letih je Nova Slovenija tista, ki odpira tudi tovrstne povezave. In neka nova novica, včeraj smo končno dobili tudi nove vlake.
Prišli so novi vlaki, standard vlaki, najprej bojo bili na neelektrificiranih progah, na začetku naslednjega leta pa pridejo tudi za vlaki, kompozicije tudi za elektrificirane proge. In jaz si želim, da ne bojo kaj kmalu popisani, to pa bomo poskrbeli skupaj s slovenskimi železnicami. Pripravljamo pa tudi celovito obnovo slovenskih železnic. Gradili bomo nov tir proti Kamniku, proti Grosupljem, nov tir proti Kranju in posekali bomo določene ovinke proti Mariboru, da bo potovalni čas vlakom od Ljubljane do Maribora in obratno 45 minut in nič več, da se bo splačalo iz Maribora v Ljubljano, torej z vlakom. Torej, gospe in gospodje, gradimo in gradimo, mnogo je bilo zatečenega, zato je dela res veliko. A ta vlada in Nova Slovenija v njej je pač odprta za nove investicije. Pri tem pa opuščamo stare prakse. Pri tem mislimo resno, da je stare prakse potrebno pustiti. Zato neupravičenih aneksov za dodatna dela ne bo več. Tega v tej vladi z Novo Slovenijo ni in jih tudi v bodoče pač ne bo. Veliko stavimo tudi na pretočnost na naših cestah in avtocestah. Zato smo recimo pretekli teden z družbo Dars naredili en končen rez in na avtocesti A1 od Šentilja pa do Kopra prepovedali prehitevanje za tovornjake, ki so težji od 7,5 ton. Vem, marsikateri že skravžan živec las, bo sedaj manj, ko veste, vrat na nos, pride tovorno vozilo in zapelje pred vas. Z januarjem mesecem to odpravljamo. Torej, gospe in gospodje, z novo energijo in z veliko svežine smo začeli tudi druge projekte, velike investicije, z velikimi vložki, ki so pa zastali več let. Primer projekta Emonika, nova železniška in avtobusna postaja v Ljubljani. Investicija vredna 350 milijonov evrov. Tuji investitor je v Slovenijo prišel z 250 milijoni evrov in kaj kmalu bi zaradi neoperativnosti zapustili državo. Mi smo vse naredili, da bo naslednji teden na vladi memorandum, ki govori o tem, da je Emonika realnost. Začeli bomo graditi leta 2022. Ta teden smo se tudi odločili, za Ljubljančane govorim, ker je bilo to najprej njihov predlog za poglobitev železniške proge skozi Ljubljano in razvijamo tudi logistično dejavnost. Maribor, to je mesto, kjer je priložnost za logistično dejavnost. In skupaj tudi z mestnim odborom Maribor pripravljamo tako imenovani načrt za Smart Hub Maribor, multimodalni logistični center, ki je lahko zaledno skladišče za našo Luko Koper. In prav tako, dragi Prekmurci, smo oživili projekt logističnega centra v Beltincih. Torej, logistika je izjemna priložnost, Slovenija mora izkoristiti logistični potencial, tega se zavedamo, zato so vsi logistični projekti v teku in ponovno smo jih oživili. Torej, gospe in gospodje, mi smo vizionari, Nova Slovenija stranka vizije, imamo drzne ideje, a realne projekte, ki jih bomo zagotovo tudi izpeljali, kajti 2 leti, to je začetek, 2 + 4 pa je realnost. Torej, napredna Slovenija pa tudi digitalna. Zato uvajamo s 1. decembrom 2021 tako imenovane e-vinjete. E-vinjete, torej nič več ne bo obveznega strganja vinjet z vetrobranskih stekel, ko ste bili to vajeni, je bila to vsakoletna folklora meseca januarja. Tega z letom naslednjim letom torej ne bo več. In še ena novost, ki je pred nami, ker smo ugotovili, da so kazni za prehitro vožnjo previsoke glede na plačo, povprečno plačo, ki je v Sloveniji, ker so te kazni previsoke glede na povprečje kazni, naprimer v tujini, zlasti v Avstriji, Nemčiji, Italiji, smo se odločili, da kazni za prehitro vožnjo v Sloveniji znižamo. Znižamo, da bojo primerljive kazni, ki so v Evropi. Torej, ta zakon je že vložen in planirano je, da naslednji teden na seji vlade. Spoštovane gospe in gospodje, naj sklenem, če kdo, potem smo v Novi Sloveniji tisti, ki smo dokazali, da zmoremo poprijeti za odgovornost. Tudi v teh zahtevnih časih, v časih polnih izzivov. In v 9 mesecih te vlade smo skupaj, ekipa
Nove Slovenije pokazali, da znamo in zmoremo bolje voditi to državo. Znamo in zmoremo bolje, kajti imamo prave odgovore. In ponavljam, to je šele začetek naše poti pri tem prevzemanju odgovornost. Ekipa Nove Slovenije, v katero verjamemo, je tista, ki je porok, da gre tej državi lahko še bolje. In pred 17 leti ob vstopu v politiko v svojih mislih priznam, v svojih mislih nisem videl Slovenije takšne, kot je njena trenutna zunanja podoba. Nisem videl Slovenije, si nisem predstavljal Slovenije in državljank in državljanov z maskami, praznih ulic ob večerih, praznih cest in parkov. Nisem videl Slovenije, ki bo tako prestrašena zaradi virusa. Sem jo pa videl vedno pogumno in zmagovito, takšna kot je ekipa Nove Slovenije. In tudi danes vem, da bomo iz te krize išli zmagovalci, ker skupaj gradimo, skupaj vztrajamo in skupaj na koncu tudi zmagamo. Zato pa verjamemo v Novo Slovenijo, verjamemo v potencial in program, ki ga ima Nova Slovenija. Bog živi Nova Slovenija in držimo skupaj.